Kjer je obup, naj prinašam upanje. V tem tednu vas želim spodbuditi k razmišljanju in konkretnim dejanjem ob misli svetega Frančiška Asiškega. Kjer je obup, naj prinašam upanje. Pri svojem delu na Slovenski Karitas za pomoč najrevnejšim tujini, še posebej v afriških državah, kjer sodelujemo z našimi misijonarji in tudi drugje, velikokrat doživljam prav to misel. Ob terenskih obiskih sem lahko videla, koliko upanja je najrevnejšim, ki so bili v brezizhodnih situacijah, prinesla prav pomoč iz Slovenije. Koliko otrok ima sedaj možnost šolanja, niso več lačni, imajo zdravila. Starši preko dela in zaslužka lahko preživljajo družine. Vrača se jim človekovo dostojanstvo in ni jim več potrebno zapustiti doma v želji po preživetju. Njihov nasmeh, ki ga morda še leto nazaj ni bilo na obrazu, mi pove vse. Upanje v obupne situacije lahko prinese vsak izmed nas. Začne se doma v družini, nato pri sosedih, naši župniji in lokalni skupnosti in širše v svetu. Možnosti je res veliko. Ta teden se bom potrudila, da bom še posebej prinašala prijazno besedo, besedo tolažbe in nasmeh ljudem, ki jih bom srečala, se pogovarjala z njimi po telefonu. Poklicala bom osebo, ki je osamljena. Vseh ljudi, ki živijo v brezupu, se bom spomnila v molitvi. Darovala bom tudi dar za najrevnejše. Tudi vas spodbujam, da nekomu prinesete upanje v obup. Jaz sem pa svojo prvo nalogo že kar opravila. Danes sem kupila eno kozo za revno družino v Afriki, ki bo s tem lažje preživela in imela hrano. To je tudi ena od možnosti za vas, da lahko nekomu prinesete nekaj upanja v boljše življenje in prihodnost v tem tednu. Hvala!